Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje, v kateri vam bomo predstavili predstavitev, promocijo nove rastoče knjige, ki je nastala na osnovni šoli Lava, predstavili pa so jo v muzejski kavarni Muzeja novejše zgodovine v Celju. Šesto rastočo knjigo so v muzejski kavarni Celjskega muzeja novejše zgodovine v svet pospremili v sredo 26. januarja. Tematsko pa so jo tokrat posvetili 30-letnici naše samostojnosti in državnosti. Gibanje Rastoča knjiga, ki letos praznuje 20 let, je projekt, s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. Predstavniki skupine 65 podpisnikov so konec novembra leta 2000 v Državnem svetu predstavili projekt in ga poimenovali Rastoča knjiga. Obenem pa je bilo ustanovljeno tudi društvo Rastoča knjiga, katerega glavni cilj je udejanjanje arhitekturne stvaritve simbola rastoče knjige, ki ponazarja dosedanji razvoj ter identiteto Slovencev kot stalno učeče se družbe na najrazličnejših področjih ustvarjalnosti. Tako na simbolni način dobimo posebno rastočo knjigo, ki nenehno poudarja in sporoča, da hočemo biti narod znanja, kulture in odličnosti, narod rasti. Na celjski osnovni šoli Lava pa so k njej pristopili pred 7 leti. O značilnosti letošnje šeste rastoče knjige pa nam je več povedala ravnateljica osnovne šole Lava. Šesta rastoča knjiga je res izjemna, ker je nastala na temelju 30 let samostojne države Slovenije. Želeli smo narediti en poseben pečat in pa seveda pogledati, kaj je bilo v teh 30 letih, ko je bila samostojna država Slovenija vzpostavljena, kaj nam je prinesla, kaj bi lahko rekli, da je mogoče kje tudi bilo zgrešenega na tej poti, in predvsem želimo odpirati razmišljanja za prihodnost. Zato je šesta rastoča knjiga Odtisi, srce in Slovenije, tudi s tako pomenskim naslovom. Želeli smo namreč ujeti v razmišljanja odtise verodostojnih posameznikov, eminentnih ljudi in tudi mlade generacije, ki je pogledala na to našo prehojeno pot. Srce, ker potrebujemo zelo veliko srca, da smo dobri državljani, da pripadamo domovini, da delamo dobra dela, in pa seveda brez narod ne more napredovati, ne more razmišljati, in zato je tudi naslov sam že tako pomenski, da knjiga svojo vsebino, bogato vsebino ponuja različna razmišljanja vsakemu, ki jo bo vzel v roke, predvsem pa zelo različne poglede ljudi. Vsak pogled prinese nova razmišljanja in pa seveda tudi možnost, da kaj spremenimo pri svojih ravnanjih kot posamezniki, kot seveda pripadniki skupnosti, kot državljani. Rastoča knjiga je vsekakor izjemen in izviren projekt. Z Marijano Kolenko pa smo se pogovarjali tudi o nastanku njene ideje. Ideja je nastala ob prehodu iz prejšnjega tisočletja, torej v novo tisočletje, leta 2000. Takrat je skupina res eminentnih ljudi od Borisa Pahorja, ki vemo, da je zaveden Slovenec in da je akademik in da ima takšen, ki ga dejansko bi nam moral biti v ponos. Potem zagotovo Tone Pavček, ki tudi vemo, da je pustil našemu narodu neizbrisen pečat. Potem dr. Gabrijelčič, ki je bil idejni oče tega. Potem Slovenska akademija znanosti in umetnosti je prepoznala v tej ideji nekaj več, da bi imeli Slovenci en svoj inovativni, takrat so rekli, projekt. In da bi bil samo naš in da bi mi svojo idejo, seveda na temelju poznavanja vrednot naroda kot takega, da smo neuklonljivi, da znamo delati, da znamo razmišljati, da smo trmasti na tej poti, da bi lahko seveda z 2000 glavami in pa 4000 rokami in nogami premikali Slovenijo v napredno državo, v neponovljivo, in to idejo tudi širili na druge narode.
Letošnja 6. rastoča knjiga ima naslov Odtisi, srce in Slovenije 30 let. Svoje razmišljanja na tematiko naše 30-letnice pa so v njej delili mnogi Celjani, številna znana imena Slovenije ter učenci iz osnovne šole Lava, njihovi starši in zaposleni. Na predstavitvi so v pogovoru z Marjano Kolenko sodelovali 3 med njimi. Aktivni udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo magister Viki Krajnc, magistra farmacije Lorena Hus ter gostinski pedagog in enolog Edvard Kužner. In vsi 3 so tudi z nami delili svoj pogled na pomen rastoče knjige. Ja, jaz sem prav vesel, da so me povabili k sodelovanju ob tej že 6. izdaji rastoče knjige, še zlati ob letošnjem letu oziroma lanskem letu, ko smo to pripravljali, ko je 30-letnica osamosvojitve Slovenije in kjer avtorji razmišljajo o tem, kaj vse se je v Sloveniji v teh 30 letih zgodilo, ali smo uresničili tiste sanje, tiste cilje, ki smo si jih pred 30 leti zadali. Še najbolj pa sem vesel, da je k sodelovanju ravnateljica Marjana povabila tudi mlade, se pravi učence, ki razmišljajo o tem, kaj je domovina, kako jo razumejo in kaj od nje pričakujejo. Namreč zelo različno razlagamo te vrednote, za katere smo se pred 30 leti zavzemali. Res je, da večinoma teh ciljev in vrednot smo uresničili, pri mnogih zadevah smo pa v tem razvojnem času tudi malce skrenili in nekateri so seveda tudi mogoče niso doživeli tega, kar so pričakovali. Predvsem je zelo pomembno, da to domovinsko vzgojo ali domoljubje, kakorkoli jo že imenujemo, tudi prenašamo oziroma poudarjamo pri vzgoji mladine, kajti to je zelo velikega pomena tudi za njihovo delovanje v prihodnosti. Vsekakor je to gospa Kolenko, ki to vodi, ta projekt, ki ga nadaljuje po nekaterih drugih, je ena strašna velika pridobitev za bodočnost, za mlade ljudi, za Slovence, za kogarkoli, ko živi v tem okolju. Vsak bo lahko nekaj pridobil, priložnost tudi za vse nas, ki smo soustvarjali, ki smo dali svoj prispevek, priložnost za tiste, ki bojo brali, ki bojo mogoče ob tem razmišljali, se nekaj naučili, nenehno nekaj novega in na koncu konca poseben uspeh nekaj takega ustvariti. Torej, sem pravzaprav bil počaščen, ko so me povabili tudi že k pisanju tega prispevka za rastočo knjigo. Osnovna šola Lava si res prizadeva v svojem delovanju v ožji in širši okolici in regiji dosegati tudi takšne cilje in tudi takšne, bi rekel, stvaritve. In ena od njih je pravzaprav rastoča knjiga. Vsak njihov, bi rekel, ideal, ki ga v tej knjigi izpostavljajo, se pravzaprav lahko dotakne človeka, njegove osebnosti, njegove rasti prav tako. In če je to v sklopu osnovnošolskih, bi rekel, otrok in tudi dejavnosti v šoli, potem so to najbolj plodna tla. Tako da moram reči, da se ravnateljica in njen tim resnično prizadevajo storiti nekaj, kar bo pustilo sled in najbrž jo bo. Rastoča knjiga, ki, kot rečeno, letos praznuje 20. obletnico, je vzniknila pri nas. Kot inovativen in edinstven projekt se je pa razrasla v številne države po svetu, ki so njene ideje sprejeli za svoje ter se v njih prepoznali. In zdaj tukaj bom dala še eno pomembno informacijo. V Ljubljani imamo Združene rastoče knjige sveta, kateri so se pridružile države, in to velike države, kot je Indija,
To, da se je Indija pridružila za svojo umetnostjo in izbrala enega izmed njihovih največjih umetnikov in ga pridala, torej ponudila svetu kot tega, kot dodano vrednost skupnosti. Potem pridružena je, ne vem, Francija. Oni so dali Baudelaira, ki vemo, kaj predstavlja Francozom. Pomeni, da je vsaka država, Rusija, potem, ne vem, Astrid Lindgren, ki je zaslovela, na katero so Švedi izjemno ponosni. Vse to je tudi v Ljubljani predstavljeno kot združene rastoče knjige sveta. Ampak zakaj to? Zaradi tega, ker so prepoznali vrednost tega gibanja, da prinaša pozitivno, da ustvarja na temelju znanja, na temelju seveda narodove pripadnosti, na temelju, kako je treba spoštovati svoj lastni jezik, ampak hkrati seveda se tudi zavedati te raznolikosti, ki jo prinaša svet. Tako da ideja je svetovna. To ni samo slovenska in to je Slovencem uspelo. In Slovencem je uspelo prepričati tako velike narode, kaj je vrednost gibanja Rastoča knjiga. Tako kot vse doslej so tudi 6. rastočo knjigo izdali na osnovni šoli Lava v Celju, novembra lani. Idejno zasnovo zanjo sta prispevala dr. Janez Gabrijelčič in Marijana Kolenko. Nad njenim nastankom je skrbel uredniški odbor v sestavi Marijana Kolenko in Metka Lesjak, ilustracijo na naslovnico je izdelal Urh Kodre, v resnično reprezentančni izdaji pa so jo v 680 izvodih natisnili v grafiki Gracer Celje. Letošnja rastoča knjiga je torej pred nami, z vsemi pozitivnimi in plemenitimi sporočili, ki jih nosi v sebi, k odličnosti, strpnosti, spoštovanju, empatiji, skratka k boljšemu, današnjemu in jutrišnjemu dnevu. Kaj pa rastoča knjiga jutri? Jutri bomo zagotovo zasnovali spet eno zanimivo idejo, kaj bo za nas rastoča knjiga. Saj želimo, da otroci ob rastočih knjigah rastejo, razmišljajo. Prej ste rekli, kako je zdaj, a rastem tudi jaz, ki berem, ali raste samo knjiga, oboje in večplastno. Tako da rastemo mi, ki beremo, ki se srečujemo s temi razmišljanji in zagotovo na ta način tudi boljše delujemo in plemenitimo okolje. Pomeni, da raste to in rastejo tudi knjige, vsebine knjige rastejo vedno znova in znova. Se pa odzivamo na zelo aktualne dogodke. Zato je bila pretekla knjiga 30-letnici samostojne države Slovenije. Ena prej v korona času Biti človek, ko smo se ljudje iskali, ko smo iskali najboljše v ljudeh in odkrivali tudi najslabše v ljudeh, če hočemo. In da je bila še ena prej namenjena umetnosti. Pomeni, da znamo poiskati tudi za jutrišnji čas tisto vsebino, ki bo spet zaznamovala leto 2022, ki bo prinesla spet nova razmišljanja na novem področju in ljudem dala seveda nova spoznanja in nova znanja. Na slavnostni predstavitvi v Muzeju novejše zgodovine v Celju so 6. rastočo knjigo v svet pospremili s kulturnim programom, ki so ga izvedli učenki osnovne šole Lava Celje Nika Oman in Ema Kramer ter učiteljica Monika Žuran. Z nagovorom pa so jo počastili podžupan mestne občine Celje Vladimir Ljubek, direktor Muzeja novejše zgodovine dr. Tonček Kregar in Iztok Leskovar, ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Šesta rastoča knjiga torej ponaša v svet vse dobro, z najlepšimi željami, pozitivne misli, vedoželjnost, ljubezen do domovine, marsikaj od tega. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav, do prihodnjič.